Zaljubljenci, že pišete prijavo, no saj tako se pa spet ne mudi. V okviru naše akcije TV Poroka gostimo tudi znane Slovence in Slovenke, ki so se pred kratkim poročili. To jutro je z nami pevka Brigita Šuler. Brigita se je po 15 letih zveze s partnerjem Maxom odločila, da je čas za poroko. Konec maja sta se poročila na veliki poroki na gradu Mokrice in več nam bo povedala pa Brigita kar sama. Dobrodošla, Brigita. Hvala, dobro jutro, lep pozdrav vsem skupaj. Prvo vprašanje je zelo zahtevno. Štejete dneve? Koliko časa ste zdaj poročeni? To je res zelo zahtevno. Ja, se mi zdi, da bi kar 10 minut trajalo, tako da bom raje v mesecih. 26. augusta je minilo 3 mesece. Drži, kar sem povedala, po 15 letih zveze ste se odločili. To se mi zdi danes kar pozno, ne? Nekateri se v tem času že ločijo, ne? Ja, dvakrat poročijo, morda celo dvakrat ločijo, ne? Se po eni strani se mi zdi to še bolj fajn pa zanimivo, ne? Da je še vedno tista prava ljubezen oziroma vse enako, kot je bilo na začetku. Pravzaprav so si midva želela poroke, tradicionalne poroke, tako kot sva imela že od vsega začetka, ampak vedno sva nekako govorila, ko pa naslednjič pride 23. maj, to je dan, ko sva se spoznala na soboto, se bova pa poročila, ne? In minila je ena sobota, potem druga sobota, ne bom več štela, koliko sobot, ne? Potem pa na 14. obletnico, sama pri sebi sem si že tako mislila, ok, nekje pri Abrahamu bova pa tudi mogoče sklenila zakonsko zvezo. Me je pa moj mož presenetil za roko. Zelo lepo. Ste pri tem, ko smo mi vrteli naš napovednik oziroma vabilo za bodoče mladoporočence, šli preko svojih spominov, kako je bilo na poroki? Ja, ja. Je bil to dan? Se že fotografije tečejo v ozadju. Najlepših sanj? Točno tako, res kot ste rekla, dan najlepših sanj. Res, se mi zdi, da je vseeno, čeprav ne vem, za nekoga poroka pač nekaj pomeni, za nekoga ne. Midva sva si želela tradicionalno poroko in tako kot sva izpeljala, imela sva tudi veliko svatov, 150. Čeprav to ni bilo celo sorodstvo, tudi sva mogla koga izpustiti, recimo najbližji prijatelji, sorodniki, njegovi sorodniki moji. In nekako res je bil to dan najlepših sanj, tradicionalno vse od jutra do naslednjega jutra sem si samo vsako sekundo sama sebi govorila, uživaj. A ste obleko hitro zbrali? Glede na to, da s tem butikom Gracija, ki mi je obleko na nek način zrihtal oziroma sposodil, sodelujem že več let. Je bilo kar samoumevno, oziroma vedno, ko sem prišla v butik, me je Andreja lastnica vprašala, a si prišla po belo, tako da sem z velikim veseljem, potem, ko je bila odločitev padla, da se poročiva, šla najprej k njej in sva se zmenili, kakšno obleko bi rada. Tradicionalna je bila seveda brez vlečke, sem rekla, oziroma tančice nikakor ne bom nevesta in obleka je morala biti dolga. Čeprav je bila kar težka, priznam, ampak vseeno, sem vajena tukaj večernih oblek nos, tako da ni bil problem, ne vem kakšen. Poročili ste se po 15 letih zveze, potem bi lahko sklepali, da ste dejansko po neki trezni odločitvi vstopili v zakon, ne tako na hitro, da ste res dodobra spoznali partnerja. To pa res, ja. Živiva že skoraj od začetka skupaj, tako da dejansko v odnosu samem se ni nič spremenilo, ni tako kot nekoč, recimo je mogoče bila res razlika potem, ko sta se dva poročila, ker se je ponavadi nevesta oziroma žena preselila k možu in tako naprej. Pri nama, se pravi, ni bilo takih sprememb, ne. Razen tega, da je zdaj da mož, da žena. Da mož, da žena, to se pa čudno sliši, oziroma to se mi lepo sliši. Mogoče mi je malo bolj hecno, tako ko me zdaj bolj navi, vse vleče, oziroma ga me nazivajo z gospo. Ja, tako gospodična se malo mlajše sliši, ne. Drugače pa super, ja. Res, imamo zelo lepe spomine, tako da ja, Brigita, tako je, kljub temu, da rečemo, da se po poroki pravzaprav nič ne spremeni, ne, pa so neke malenkosti, kot je recimo gospa, ne? Ja. So, tudi tako, na nek način je to taka res potrditev ljubezni, ne, in glede na to, da sva oba tudi družabna ful in imava rada tudi sorodnike, oba sva navezana na svoje družine, sva vesela, da sva lahko ta dan
delila z vsemi svati, z najnimi najbližjimi in na tako lep način v bistvu potrdila ljubezen. Ne? Ponavadi želijo imeti neveste vse niti, kar se tiče poroke, v svojih rokah. Velikokrat gospode to sploh ne zanima, ne, kot boš želela, draga. Ne. Ja. Je Max kaj sodeloval pri organizaciji? Ste mu dovolili, da je bilo kaj po njegovo? Zanimivo vprašanje, ja. Ne, v bistvu vsej določene niti oziroma je bil res tako zelo toleranten. Ne. Jaz sem bila tista, ki sem, ne vem, si tudi ponavadi je na ženski, da si v bistvu zbere cveta, ki naj bi bil oziroma nit poroke, ampak dejansko začelo se je tako nekako, da se ti zberi, ampak potem sva vse stvari usklajevala oba skupaj. Tako da je bilo obima všeč, zbrala sva si barvo poroke belo in pa belo kalo v kombinaciji s tako svežo zeleno. In tako so potem zgledala darilca. S tole fotografijo sta se potem zahvalila sva se zahvalila svatom in s temi konfetki. Tako je izgledal na prstni šopek v bistvu, vabila, vse je bilo v tem stilu in potem tudi dekoracija na sami poroki. Tako da to so bile vse stvari, no res, ko so take lušne organizacijske, ne moram sploh reči, da sem bila v kateremkoli momentu živčna. Mogoče ja, tik pred poroko zaradi vremena, ker se je napovedovalo slabo. Midva smo imela pa planirano recimo civilni obred zunaj, na grajskem dvorišču. A je vreme potem zdržalo ali ne? Napovedi so bile slabe, ampak je zdržalo, ja. Kapljica dežja se mi zdi, da je padla na poti iz cerkve, iz Bizeljskega do Čateža, ampak je bilo res krasno, glih taka ta prava temperatura. Glasba je bila tudi vse posod, super. V cerkvi je za še bolj romantično vzdušje poskrbela Eva Černe in pa njena sestra na orglah, tudi je bilo res krasno, čarobno. Kaj pa medeni tedni? So že bili? Medeni tedni, ja. Moj mož pravi, da do zdaj sva hodila na poročna potovanja, letos sva se pa poročila, ne? Malo šale, ne. Drugače pa ja, o medenih tednih sva razmišljala, pa glede na to, da imava rada precej vroče, eksotične kraje, nameravava to nekako realizirati po zimi. Boste pobegnila na toplo. Pobegnila na toplo, ja. A je tole nekaj novega, kar smo privoščili tudi gledalcem in imava zdaj le midve na plazmi? Aj. Ja. Aj je pa skladba, v bistvu najnovejša moja, ki sem jo posnela v sodelovanju z harmonikarskim orkestrom Postotnik. Ravno v vaši oddaji Na zdravje. To je posnetek iz finalne oddaje za pesem Poletja iz Portoroža. In tukaj sem bila še zadnji dan v bistvu gospodična. Opa! Ja, naslednji dan je bila poroka, se pravi petek, 25. maj je bilo to. Aha, ni bilo tako 3 dni pred poroko, velikim dnevom me pustite na miru, ne me klicati, ne hoditi na obisk. Ja, tako sem si tudi jaz prej predstavljala, glede na to, da sva imela tudi recimo svate iz Srbije, iz Češke in iz vse posota, ne, da bo res neki dni pred poroko recimo mir, pa da bo oba prosta in se bo lahko posvetila še tistim zadnjim organizacijskim opravilom, ampak je bilo fajn, no, sva čisto odklopila in navajena malo spanja, se ni poznalo nič naslednji dan. Vam je pri poroki, pri pripravi stala tesno ob strani kakšna prijateljica? Več prijateljic. Ja, zato, da sem lepo zgledala, spočita in frizuro in make-up mi je uredila moja prijateljica, drugače tudi moja frizerka in vizažistka Sabi. Vse prijateljice sem angažirala pri probi same obleke, da sem jih seznanila že prej. To je lahko res en tak prijeten dogodek, ne, s prijateljicami. Ja, to so bili zelo prijetni trenutki. Na dirko po iskanju obleke, ne? Ja. Pa tudi nasplošno, no, tukaj enega truda vsega sorodstva, recimo, glede na to, da je bila res poroka tradicionalna, so se vsi angažirali. Čeprav niso hotela obremenjevati na enih mamic. Čakajte, sem slišala, da je neko blazno številko o pecivu? Ja, ampak ni čist resnično, oziroma še nismo verjetno vse šteli, 56. Različnih vrst peciva, res. In zato razen, ne vem, enih 10 smo naročili, vse ostalo so pa naredile, spekle mamice, se pravi moja tašča in moja mami, ob pomoči seveda tet, tudi svake njene so neki spekle. To je po svoje dokazne, kako te res najbližji sorodniki resno jemljajo, neko odločitev, ki zadeva mladoporočenca, kako želijo
narediti ta dan, se potrudijo. Zelo se lepo, potrudijo in a ne? čeprav so vedela, da se bojo, no, ampak da se bojo tok, pa spet ne, res, tako da sva res zelo hvaležna. In tudi tisto obdobje, recimo pred poroko, ne, takoj bi šla tako na klik nazaj, ravno zaradi teh trenutkov res, ker so bili res krasni in ko sem videla, koliko energije, koliko časa, koliko dela So si naložili, ne? naložili zaradi poroke, ja. Pa postavili mlaj, pa tako naprej, ful enih opravkov, no, takih ob te osnovni organizaciji, ki smo je midva sama predila. Brigita, še eno vprašanje. Hočemo ali nočemo, kmalu bosta praznovala eno leto poroke. Sta kdaj razmišljala o tem, da bi malo obudila spomin, pa obnovila zaobljube? Ne, o tem nisva razmišljala. Ideja? Mislim pa, da bo še bolj romantična obletnica, ker bo, ne vem, 23. maja sva do zdaj, ne, vseh 15 let praznovala obletnico, ko sva začela pač hoditi. Zdaj bo pač 26. maj še ena obletnica več, ne. Tako da mogoče pa od 23. pa do 26. kar več dni vzameva skupaj, pa popraznujeva, ne. Brigita, hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo. Za to, da ste nam zaupali svojo poročno zgodbo. Jutranjiki vam želimo trdno spoštovanja in ljubezni, polno zakonsko srečo. Hvala. Pa še kdaj dobrodošli. Hvala, z veseljem. Mi pridemo zelo kmalu nazaj in sicer bomo preverili, kako gre kaj Roku na terenu. Zdaj ni več v družbi